Drage gledalke in gledalci, z Mojco Drčar-Murko, dolgoletno novinarko in dopisnico iz Bona, Rima in Dunaja, se bova pogovarjala o slovensko-avstrijskih odnosih. Mojca, Avstrija je bila velika podpornica osamosvojitve Slovenije. Ali je bila v ozadju te politične podpore tudi preračunljivost, da bi v primeru osamosvojitve mejila na mnogo manjšo državo, ki bi si jo ekonomsko in politično lahko podrejala, sploh v širšem kontekstu z Nemčijo. Namreč namesto 20-milijonske Jugoslavije, ki je bila tudi vojaško močna država, bi bila njen nov mejaš od Avstrije manjša in ne najbolj samozavestna država, se pravi Slovenija. Ni mogoče enotno odgovoriti za celotno obdobje, recimo razpadanja Jugoslavije. Ne za cela 80. leta ni bilo enako. Dokler se ni vedelo, ali bo Jugoslavija obstala ali ne, to se sorazmerno dolgo ni vedelo. Vemo, da so Združene države Amerike zelo delovale v Evropi za to, da bi se ohranila. Je tudi Avstrija razmišljala o svoji, bi rekla, geopolitični situaciji. Gre za nevtralno državo in je nekaj časa menila, da bi lahko ta svoj nevtralni položaj celo izkoristila kot posrednica v eventualnem balkanskem konfliktu. Zdaj, ne samo zaradi lepšega, mislim, da je v Avstriji bilo kar precej strahu pred tem, da bi se eventualne vojaške akcije razširile na njeno ozemlje. Drugič pa se je bala konflikta v Jugoslaviji zaradi pričakovanih beguncev, ki so vedno posledica vojaških spopadov. Še na nekaj bi rada opozorila, recimo na eno obdobje poprej, ko se je Republika Avstrija nekako umestila v tem srednjeevropskem prostoru in opustila svoje ambicije eventualnega vplivanja na širše območje, ker je bila pač nevtralna. Je pa pogostokrat, bom uporabila en izraz, iskala določeno soglasje v Beogradu, s katerim bi lahko izigrala Ljubljano zaradi 7. člena državne pogodbe, ker je računala, da je Jugoslavija kot celota pač zelo zainteresirana za dobro sosedstvo, tudi iz gospodarskih in drugih razlogov, in da bi v tem primeru eventualno zvezna vlada svojo politiko lahko utišala slovenske politike, ki pa so postavljali vprašanje manjšine na prvo mesto, ali pa vsaj na eno vodilnih mest. Položaj se je bistveno spremenil v zadnji fazi, takrat, ko je bilo že jasno, da Slovenija stremi, se pravi po plebiscitu, da Slovenija stremi k samostojnosti. Od takrat naprej pa lahko rečemo, da je nepogojno podpirala, da je bila v veliko korist. Slaba stran tega je bila, da so posamezne politične sile v Avstriji navezovale stike z nastajajočimi ali pa starimi v Sloveniji in so takrat tudi sugerirale nekatere rešitve, ki bi bile Avstriji po godu. Recimo ena od tez, ki jo je Avstrija zagovarjala, je, da bi Slovenija ne bi zagovarjala nasledstva mednarodnih pogodb prejšnje Jugoslavije, da bi uporabila pač tisto teorijo v mednarodnem pravu, imenuje se clean slate teorija, počiščena miza, da vse pusti za seboj in gre naprej. To pomeni, da bi se odpovedala vse od avnojski ustanovitvi
druge Jugoslavije, ne, in tako naprej. In ta teza je imela v Sloveniji kar nekaj privržencev. Jaz se spomnim, da sem večkrat polemizirala kot novinarka, priimkov se ne spomnim več, z ljudmi, ki so zagovarjali to tezo in so sodili denimo v naš nastajajoči krščansko-demokratski pol. No, k sreči se to potem ni zgodilo, ker je že v ustanovni listini, z ustanovno listino Slovenija o samostojnosti in neodvisnosti, Slovenija povedala, da želi vstopiti v nasledstvo razpadle države, pač v tistem deležu, ki zadeva njo, in da bo takratna skupščina Republike Slovenije tudi sprejela akt o notifikacijah mednarodnih pogodb. To je pomenilo vstop v nasledstvo Jugoslavije glede mednarodnih pogodb, bilateralnih in multilateralnih. Zdaj pa bilateralne niso bile problem za Avstrijo, pač pa ena multilateralna, in to je državna pogodba v Avstriji. In tu so se potem zadeve pač zapletle, ampak to je v resnici, to je res, ne, Avstrija je bila v veliko pomoč pri iskanju podpore in je bila tudi ena med prvimi, ki je skupaj z Nemčijo zagovarjala priznanje potem, ko je bila že samostojno razglašena. Na vprašanje, a je imela pri tem kakšne svoje načrte, seveda jih je imela, gledala na svoje geopolitične možnosti in ko se je ponudila priložnost, da Slovenija brez velikega oboroženega spopada izloči iz Jugoslavije, seveda to z veseljem podprla, ker v resnici je imela zdaj šibko in tudi na nek način zavezano državo na svoji strani, prej pa je bila soočena s čisto drugo kategorijo države, kar je bila Jugoslavija. No, na avstrijsko državno pogodbo in te mednarodne pogodbe, ki jih je Jugoslavija sklenila, se bova še vrnila. Jaz bi še prej vprašal, čezmejno sodelovanje Slovenije s sosednjimi regijami je bilo močno že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Uspešno je sodelovala s Koroško, Bavarsko in Furlanijo, Julijsko krajino. Kako močne so bile te politične in gospodarske vezi in ali je imelo to sodelovanje tudi vpliv na podporo slovenskim prizadevanjem za osamosvojitev? Ja, če začnem pri koncu, ja, jih je imelo, gotovo. Kolikor jaz vem, je bilo gospodarstvo, ne, se pravi tisto, ki je te stike z večine vzpostavljalo, zelo velik interes, da se Slovenija osamosvoji. Na drugi strani pa je seveda, tu je bila še Hrvaška, za katero se dolgo ni vedelo, ali bo ali ne bo, na isti način izstopila z Jugoslavijo in potem se je videlo, da so bile težave pač mnogo večje. Same vezi pa so nastajale zlasti zaradi pobude slovenskih, tudi političnih, takrat oblasti, deloma celo v nasprotju z tedanjo beograjsko politiko, vsaj en del teh stvari, ki so potem prinesle določene sadove, je bil tako rekoč na pol legalen. Nekaj se je ukrenilo, ne da bi se razglasilo, recimo ravno sodelovanje z Bavarsko je bilo eno tako, in to je seveda pomagalo v končni konsekvenci, ko je šlo za to, ali naj države podprejo osamosvojitev Slovenije. Prej si omenila že te mednarodne pogodbe, ne? Jugoslavija je bila podpisnica državne pogodbe leta 1955.
Kot vemo, je bila podpisnica tudi Češko-Slovaška in po razdelitvi na samostojno Češko in Slovaško je Češka uredila, da je postala naslednica Češko-Slovaške kot podpisnica. Slovenija tega ni naredila in se zanaša na to, da so mednarodne pogodbe nekdanje Jugoslavije prenesene tudi na njene naslednice, avtomatično. Ne? Ampak zagotovo bi pridobitev statusa podpisnika imela pomembno težo. Zakaj po vašem Slovenija tega ni storila? Ali gre za strah, za verovanost v mednarodno pravo ali preprosto za neko nedoslednost? Najprej bi rada precizirala določene stvari. Torej, Slovenija ni mogla zahtevati nasledstva statusa podpisnice državne pogodbe, ker takega statusa tudi Jugoslavija ni imela. Jugoslavija je bila skupaj s številnimi drugimi državami pridružena podpisnica. Podpisnice so bile zavezniške države, Allied powers v angleščini, te pridružene pa so bile Associated powers. To formulo so uporabljali, tako da se pogodba glasi, naštete so 4 velike sile, zmagovalke v drugi svetovni vojni, ki sklepajo pogodbo nekoliko posebne vrste, ki se razlikuje od mirovne pogodbe, ampak je v določenih pogledih mirovni pogodbi podobna, z Avstrijo, katera je bila takrat v tistem času pač razdeljena na 4 okupacijske cone in jo vzpostavljajo kot neodvisno in demokratično republiko. V mejah, ki so veljale na dne 1. januarja 1938, to se pravi pred Anschlussom, marca 1938 je bila priključena Nemčiji, torej te meje jo ohranjajo v tistem obsegu, nespremenjenem, v kakršnem je živela med 2 vojnama. To je bila kar pomembna zmaga Avstrije, kajti Jugoslavija je po drugi svetovni vojni postavljala zahtevo, da se, ko se Avstrija obnovi, meja pomakne proti jugu, v bistvu za Južno Koroško, tisto, katero je prva Jugoslavija izgubila na plebiscitu pred 100 leti, pred 102. letom. Ta zahteva je bila 49. leta, mislim, kar precej je bila zavrnjena. Zavrnili so jo zunanji ministri 4 velikih sil, takrat tudi Sovjetske zveze, razumljivo, ker to je bil višek spopada Tito-Stalin in v Sovjetski zvezi ni bilo nič do tega, da bi kakorkoli ustregla tej Titovi Jugoslaviji, ampak se ni šlo za to, ne. Tudi drugi elementi so bili, ki so tu igrali vlogo, ne. Slovenija je postavljala zahtevo, jo utemeljevala z etnično mejo, ne. Takrat je še vedno po štetju iz leta, mislim, da 45, živelo na dvojezičnih območjih 43.000 Slovencev in Slovenk, ne. Še vedno 2/3 tistega, kar je bilo prej v Avstriji, ampak še vedno kar za manjšino veliko število ljudi. Te etnične argumentacije velike sile niso sprejele, Avstrijo so hotele vzpostaviti kot en tampon, tudi v zvezi z Nemčijo, v tem primeru je Avstrija igrala zelo pametno vlogo. Priznale pa so ji nekako posredno, da se njen položaj, čeprav je bila v okviru napadalske države, ne, razlikuje od nemškega. Nemčija je to Avstriji zelo zamerila, še vedno ji zameri, ker se je imela za prvo žrtev nacizma, ne. Čeprav zgodovinska dejstva seveda tega nikakor ne potrjujejo, sklicevala pa se je na upor, na partizansko gibanje na Koroškem, ampak to ni bilo nemško, to je bilo
slovensko partizansko gibanje, ker Slovenci so bili ogroženi, ne? Tam se je izvajalo etnično čiščenje, ne? To je bila obramba v skrajni sili, da so se pridruževali potem partizanom. No, vsekakor je Avstrija to na pogajanjih z velikimi silami uspešno izkoristila. Dobila je posebno pogodbo, se pravi to državno pogodbo, ki je bil priključen zakon o nevtralnosti. Se pravi, je postala neodvisna, demokratična in nevtralna država v tem delu in to se je zdelo geopolitično modra rešitev. Jugoslavija je ugotovila, da svojo zahtevo ne bo prišla daleč, je pa v pogajanjih zaradi izgube te možnosti, da bi se etnična meja vzpostavila na Koroškem, zahtevala, da se v državni pogodbi zagotovi, precizno zagotovi varstvo manjšine, varstvo pravic te avtohtone manjšine, in to se je zgodilo. In ker gre za pogodbo takega posebnega pomena, ki je zelo podobna mirovni, je pomenilo, da je zaščita avtohtone manjšine, zabeležena v 7. členu, v nekaj odstavkih, postala del mednarodne zaščite. To ni bila bilateralna rešitev, ampak splošna po mednarodnem pravu. In ta zaščita pomeni, da je Jugoslavija tedaj dobila pravico, da se sklicuje na vlogo matične države in posega celo v notranje zakonodajne postopke takrat, ko bi kazalo, da Republika Avstrija ne izpolnjuje obveznosti, ki so zapisane v 7. členu. Se pravi, vloga matične države, in Avstrija tega seveda ni osporavala, kot rečeno, tako Češkoslovaška kot Jugoslavija, ampak tudi še nekaj drugih držav, mislim, da jih je bilo 8 držav vse skupaj, so podpisnic, pridruženih podpisnic, je svojim podpisom pod to pogodbo nekako povedalo, da imajo interes, da ta država ostane taka, kakršna je tam zapisana. Nevtralna, demokratična, strpna, ki pazi in spoštuje pravice narodnih manjšin. Šlo je za Slovence na Koroškem in Štajerskem, šlo je za Hrvate na Gradiščanskem. Češka manjšina je bila čisto neorganizirana, tako da posebnega varstva nima, ampak tudi Češkoslovaška je imela dolgo skupno mejo z Avstrijo. Tako da so 4 sile obveljale kot garanti take pozicije, pravice pa bi morale uveljavljati države, ki so bile posebej zainteresirane. Zdaj, Jugoslavija o tem, da je ona matična država, slovenske manjšine na Slovenskem in, mislim, na Koroškem in Štajerskem, avstrijskem Koroškem in Štajerskem, o tem ni bilo nobenega dvoma. Zadeve pa so se spremenile, ko je Slovenija hotela prevzeti in v bistvu je prevzela nasledstvo. Mogoče še ta oklepaj naredim, da bi bilo bolj prepričljivo, kakšne utemeljitve je lahko dala Slovenija, ko je vstopala v nasledstvo razpadle države, seveda za pogodbe, ki so veljale zanjo. Omenila sem že ustavno listino, Republiška skupščina je izdala akt o notifikaciji, mislim, takrat se je imenovala Skupščina še Republike Slovenije, sprejela akt o notificiranju mednarodnih pogodb, kar se je tudi zgodilo, in ko je svoje podpise
svoje notifikacijske listine poslala na depozitna mesta, je Slovenija tedaj vstopila v jugoslovansko nasledstvo in to je bilo splošno sprejeto za vse države, seveda tudi za Avstrijo. Tudi Avstrija to sprejela. Zapletle so se zadeve pozneje, ker na začetku našega osamosvajanja in osamosvojitve je Avstrija menila, da se lahko sklicuje na velike spremembe v evropskem okviru, zlasti zaradi združitve dveh Nemčij, in predlaga 4 podpisnicam njene državne pogodbe, da bi le-to razglasili za zastarelo, za obsoletno, kot so pisali. To je bila uraden predlog in to je bilo leta 90 in 4 sile so različno reagirale. 2, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo, nista nič odgovorili. To se pravi, sta tiho pristali na to, da če Avstrija hoče, pa ne upošteva več državne pogodbe. Drugi 2 pa malo drugače, mogoče ne z istimi besedami, ampak obe sta sporočili, Francija in Ruska federacija kot naslednica Sovjetske zveze, da je sicer v določenih delih državna pogodba res zastarela, da pa v celoti državna pogodba še vedno je dokument, ki zagotavlja mir, trdnost in stabilnost v tem delu sveta, torej nista za to, da bi bila razglašena za zastarelo. Potem je poskušala Republika Avstrija še enkrat zmanjšati pomen ali jo sploh odpraviti, takrat, ko je ona Avstrija vstopala v Evropsko unijo in je morala imeti seveda soglasje glede svojega nevtralnostnega položaja. Ali je to združljivo z avstrijsko, ali je članstvo združljivo z avstrijsko nevtralnostjo? Odgovor 3 zahodnih sil je bil ja. In odgovor Ruske federacije je bil tudi pritrdilen. In ko se je to zgodilo, da so vse 4 sile enako mislile glede zakona o nevtralnosti, je še enkrat predlagala, da se zadevo razglasi za zastarelo. Za nekaj, kar pripada staremu času in v novih spremembah nima več pomena, ampak tudi to pot se s tem ni mogla prodreti. Ta obremenjenost z državno pogodbo ni bila teritorialnega pomena. Ona ni imela nobenih zahtev in nobena druga od sosednjih držav ni imela nobenih teritorialnih zahtev. To se pravi, v resnici bi ta pogodba lahko samo veljala v tej, bi rekla, splošni, ker gre za teritorialno pogodbo, velja avtomatično tudi za države naslednice in tako naprej, če ne bi bilo v državni pogodbi tega 7. člena, kateri je avstrijske oblasti obvezoval kar precejšnjim, bi rekla, popuščanjem glede na stanje duha, recimo na Koroškem in Štajerskem. Po državni pogodbi in 7. členu bi pripadalo manjšini v 830 krajih dvojezičnega ozemlja označevanje s slovenskimi dvojezičnimi, dvojezičnimi, to se pravi topografskimi oznakami. V 830 krajih.
ne vem kolikih občinah, sodiščih in tako naprej. Ne, tako je rečeno v pogodbi celo, da povsod tam, kjer imajo manjšinci pravico zahtevati postavitev topografskih oznak, krajev, tudi recimo ledinskih imen in tako naprej. Povsod tam imajo ljudje tudi pravico uporabljati slovenščino na sodiščih in na upravnih postopkih. To je izredno široka zadeva, nikoli ni bila uresničena in Republika Avstrija tudi ni imela namena tega uresničiti. Povem zdajle samo to, se potem lahko nekoliko boljše pogledamo, kakšno je bilo, kako so se stvari razvijale in kakšno je stanje eventualno danes. Ampak toliko za utemeljitev interesa, da je Avstrija po teh svojih političnih linijah, ki jih je imela, odsvetovala Sloveniji, da notificira državno pogodbo. Torej, čeprav je imela Slovenija svoj lasten akt, v katerem se je zavezala, da bo vse bilateralne in večstranske pogodbe notificirala, vstopila v jugoslovansko nasledstvo, in čeprav je imela v svoji lastni ustavi v 5. členu zapisano obvezo, da pazi, ščiti koristi avtohtone manjšine v sosednjih državah, je v tem primeru odstopila od svojega namena in ni notificirala. Notifikacija sama ni nič posebnega, ne? Odda se diplomatski akt, ki ga na depozitno mesto, ki je označeno v pogodbi, in potem država, depozitarka pogleda, ali je imela ta država pravni interes, ali je naslednica in tako naprej, in če je to vse v redu, jo vpiše med sopodpisnice državne pogodbe iz leta 1955 in to objavi. To je vse. Mene večkrat, ko sem se zavzemala za to notifikacijo, vprašajo, pa kaj imamo mi od tega, ne? In sem odgovarjala z nasprotnim vprašanjem, pa kaj imamo sploh s kakšnim mednarodnim dokumentom tega pomena. To ni nič za pojesti, to ni za dnevno politiko, od tega se ne bo nič spremenilo, ampak je pa investicija za prihodnost, ne? In predvsem je to sporočilo prvič tej državi, konkretni, ki nasprotuje notifikaciji, s katero pa imamo odprta vprašanja, kot tudi vsemu drugemu svetu, da smo mi zainteresirani za to, da ta pogodba naprej velja. Posebno, če vemo, da se je Italija, Avstrija prizadevala razglasiti to pogodbo za zastarelo. Tako da je ta umik na neko obrambno pozicijo, nasledstvo sicer je, ampak ravnati moramo previdno in preudarno, predvsem je politična napaka, v prvem pogledu, drugim pa mislim, da je tudi kar nedostojanstveno. In če upoštevamo obveznost iz ustave, iz 5. člena, prvega odstavka 5. člena, tudi nedržavotvorno. Slovenija bi morala vztrajati, četudi bi bila deležna recimo očitkov, da gre za majhno in prepirljivo državo, ne? Majhna in prepirljiva država je najbrž tudi zdaj na splošnem vtisu, ki vlada po Evropi, pa kljub temu nismo nobenega od nacionalnih interesov s to prepirljivostjo pokrili. Kaj bi za koroške Slovence pomenilo, če bi Slovenija to bila podpisnica te državne pogodbe iz leta 1955? To pa je nekaj drugega, ne? Slovenija bi s notifikacijo bolj poudarila svojo
vlogo matične države, recimo, da jo ima v splošni interpretaciji člena 7, ampak ker je v diplomatskih odnosih, in to morava, čeprav je veliko podatkov, se upravičujem, mora obdelati, drugače zadeva ni razumljiva, v nadaljevanju politike Slovenija tako rekoč že odrekla tej vlogi matične države, manjšinskega naroda, vsaj kar zadeva Avstrijo. Gre namreč za dogajanje, ki se je začelo že kmalu po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Izbruhnilo pa je leta 2006 med obiskom predsednika avstrijskega parlamenta, doktorja Andreasa Kohla v Ljubljani, ko je dal Delu intervju, v katerem je eksplicitno rekel, da Avstrija ne priznava Slovenije kot matične države slovenske manjšine na Koroškem. Se pravi, ji odreka tisto, kar ji pripada po 7. členu, po splošni interpretaciji, ona ji to odreka. In s tem je stvar upravljena. Še to moram opozoriti, preden grem naprej. Slovenija ni od vsega začetka bila tako obrambnem položaju. Še celo leto 1991, to se pravi, torej, priznani smo bili 15. januarja 1992, ne? Ampak še, mislim, nekaj mesecev v letu 1992 je Slovenija v bistvu delala tako, kot bi delala v vlogi matične države, ki poskuša zaščititi svojo manjšino, vidi pomanjkljivosti in je zato ponujala sklenitev posebnega mednarodnega sporazuma, bilateralnega sporazuma o manjšini. In Avstrija je to zavračala. Iz nerazumljivih razlogov je 1993. leta Slovenija to opustila in s tem seveda dala na nek način vedeti, da se ne namerava boriti. No, da se vrnem k letu 2006 in tisti izjavi. Takrat je, običajno bi bilo, če bi, to je bil strašen šok, treba je vedeti, da je predsednik avstrijskega parlamenta številka 2 v Avstriji, takoj za predsednikom republike, hierarhično pred predsednikom vlade. In njegova izjava je tako rekoč, kot da je dala Avstrija. Ampak slovenska politika, to je prva Janševa vlada, zunanji minister je Dimitrij Rupel, prvič ni reagirala, ko pa je reagirala na način, ki bi mu jaz rekla lahko grotesken. Dimitrij Rupel je pisal, zdaj pa dajem narekovaje, ker je šlo za pismo prijateljem, v katerem je rekel, da je predsednik avstrijskega parlamenta dal to izjavo in to je bila napaka, katere ne potrebuje ne Slovenija in ne Avstrija. Z drugimi besedami, on je ocenil, nekomu je sporočal v Avstriji, da je Kohl, kaj vem, da ga je zaneslo, lapsus lingue, zmotil se je, naredil je napako, ampak mi, prijatelji, se lahko pomenimo med seboj in prosim, ne delajte tega več. Obrazložitev pa je bila, ker o tem je seveda razpravljal tudi zunanji politični odbor parlamenta, da Andreas Kohl ni Avstrija in da Avstrija uradno ni nič takega sporočila. To je res, da ni. Predsednik vlade pa je takrat zelo pogumno dodal, da to ni bila
da to ne štejejo za dejanje Avstrije. Če pa bi se kaj takega ponovilo v katerikoli obliki, v katerikoli sosednji državi, pa bo Slovenija ukrepala. To ni citat, ampak pomen pa je pravi. Ja. Skratka, tedaj pa bo Slovenija ukrepala, kar je bilo zelo smešno, ne? Kajti Avstrija je že ukrepala, ona ni grozila, ona je že povedala, da tega statusa ne priznava. In zakaj je to naredila, je bilo popolnoma jasno. Pripravljala se je nova zakonodaja, manjšinska zakonodaja, ki je poskušala onemogočiti manjšinskim odvetnikom, da bi posamezne spore dajali na avstrijsko ustavno sodišče, ki je v kakšnih takrat 10 ali več primerih pozitivno odločalo, v prid slovenske manjšine, njene interpretacije 7. člena. In v skladu z eno Hajderjevo izjavo, ki se jaz dobro spomnim, dajmo že enkrat, pometimo te zadeve z mize, so hoteli zadevo pomesti z mize tako, da so spremenili zakon o manjšinskih pravicah, s tem, da so določene stvari, konkretno mislim, da 3. in 5. odstavek 7. člena, v glavnem, če številki nista natančni, bom povedala, šlo je za topografske oznake, se pravi oznake krajev in druge oznake te vrste, hkrati pa tudi za uporabo slovenščine na sodiščih in sploh na občinskih organih in tako dalje, da bi to materijo zakonsko premestili nekam drugam, formalno ji dali višji status, ker bi postalo ustavno, notranje, se pravi del avstrijske ustave z ustavnim zakonom. V resnici pa bi bilo od tistega trenutka nemogoče razsojanje pred avstrijskim ustavnim sodiščem. Se pravi, umaknili, predlog je bil tak, tega zakona, umakniti snov tako, da do njega ustavno sodišče ne more več, kajti jasno, po definiciji ustavno sodišče ne more soditi o ustavi. On lahko sodi samo o skladnosti s to ustavo. In ta zakon je, to je pa drugo burno dogajanje poleti 2006 pokazalo. Ta zakon je, pri tem zakonu je očitno igrala določeno vlogo ena od krovnih organizacij ali pa dve od krovnih organizacij koroških Slovencev, se pravi tista, ki bi jo pogojno lahko rekli, sodi v socialdemokratsko politično opcijo, na Dunaju pa je bila konzervativna vlada in v Ljubljani tudi konzervativna, ampak šli so preko te tako imenovane leve smeri, medtem ko je taki zadev so lahko predvidevali, da bo krščansko-demokratska, tista, ki je bila blizu Avstrijski ljudski stranki, pa temu ostro nasprotovala. Narodni svet koroških Slovencev ni bil vključen v te pogovore, ki so potekali med Dunajem in Ljubljano, da so potekali, v tem nobenega dvoma. Sam zunanji minister je objavil eno depešo, na katere obstoj je opozoril podpredsednik Narodnega sveta Karl Smole, in požel seveda strašno ogorčenje, češ da je lagal. Ko je, njemu je namreč nekdo, ki se mu je to zdelo neumno, da je Narodni svet koroških Slovencev izločen iz pogajanj, ki potekajo s pomočjo slovenskega veleposlanika med Dunajem in Ljubljano, preko
releja na Koroškem in je te depeše dostavil Narodnemu svetu. Zgodba je bila, kdor je takrat nekoliko spremljal zadevo, se bo mogoče spomnil, ne. Zelo je završalo, ker je Karl Smole v javnosti tudi omenil, da naj bi Slovenija sodelovala, se pravi ljubljanska vlada z dunajsko, zaradi tega, ker je pričakovala kakšno ugodnost takrat ali pa podporo takrat, ko bi to potrebovala Slovenija. No, zadeve so se zapletle, ampak pri nas se je o tem na žalost pisalo bolj v smislu tega iskanja, kdo je zdaj tisti, ki je te depeše dostavil, to gradivo dostavil Narodnemu svetu koroških Slovencev, kot pa da bi se posvetili, ali so bila ta pogajanja. Tako da do zdaj ne vemo, nimamo nobene potrditve, ampak iz tiste edine depeše, ki je bila objavljena, vemo, da so pogajanja potekala. Ni pa tam potrjen očitek, da bi šlo za trgovino, ne? Da je skratka Slovenija dobila nekaj v zameno za to, da bo tiho, ko bo Avstrija bistveno znižala standarde manjšinske zaščite, kajti to je ta zakon pomenil. No, zadeve so se potem razpletle za nas takrat ugodno, v bistvu za manjšino v celoti ugodno, ker so avstrijski zeleni v parlamentu ugotovili, da gre za obliko asimilacijskega zakona in so glasovali proti. S tem niso dobili potrebne velike večine, ker je šlo za ustavni zakon, in je zadeva propadla. Ampak poskušali so 5 let znova, takrat se pa je posrečilo. No, med koroškimi Slovenci je zaradi vseh teh zadev slišati veliko kritičnosti na račun Slovenije. Da žrtvuje manjšino za dobre odnose z Avstrijo. Ne? O nekdanjem veleposlaniku na Dunaju, doktoru Ernestu Petriču, ki je med drugim izrazito nasprotoval odpiranju avstrijske državne pogodbe, odpiranju vprašanja o avstrijski državni pogodbi, je na primer vsaj neuradno slišati zelo kritična mnenja. Kako slovensko diplomacijo v luči manjšina slovenske avstrijski odnosi vidiš ti? Si že o tem nekaj povedala, ampak... Ja, sem že povedala, sem tudi veliko pisala, ne. Torej, kaj se je v resnici dogajalo v teh stikih? Ti pa so bili, ker je samo slovensko zunanje ministrstvo eno depešo, ki to potrjuje, objavilo. Ve, da so bila pogajanja. To, kaj je v resnici bilo, 4 druge pa niso bile objavljene, tega zaenkrat ne vemo, mogoče tudi nikoli ne bomo vedeli, ampak iz izjav, ki so jih dajali odgovorni tako na zunanjem ministrstvu, kot bi rekla politični posamezniki, bi bilo mogoče sklepati, da je Slovenija v resnici takrat, ko ni reagirala na provokacijo, Kolovo provokacijo, podpisala odstopno izjavo od svoje zaščitniške vloge. Ker če bi kdaj prišlo do recimo preverjanja na enem, recimo v komisiji, če bi se Slovenija obrnila na komisijo Evropske unije in bi ta svoje pravnike vprašala, kaj menijo o tem, bi ti seveda pogledali tudi te stvari, ne? Na kakšne načine je, koliko je bilo to, 15 let po osamosvojitvi branila svojo vlogo, ali ni s to svojo obrambno držo izvotlila 7. člen
kar sama. Ne? In v tem pogledu bi bili očitki, da je trgovala, ti prihajajo zlasti, naj poudarjam, prihajajo zlasti iz krščanskega okolja, ne, se pravi v političnem pomeni krščansko-demokratskega okolja, ki je blizu Avstrijski ljudski stranki in je blizu tudi našim krščanskim demokratom. Ne. Ampak to ni nič veljalo v tem pogledu. Zdaj, posebej je treba izpostaviti vlogo odvetnika, strokovnjaka za azilno in pravo in nekatere druge posebne pravne naloge Rudija Vovka. Po njegovi zaslugi, jaz pravim, da je on lastnoročno priskrbel zaradi pronicljivosti, zaradi vztrajnosti in zaradi zaščite, ki mu jo je nudil Narodni svet koroških Slovencev s svojo široko organiziranostjo, praktično vse, kar je v zadnjih 20 letih manjšina dobila. Kar je bilo priznano njenih pravic. In Rudi Vovk on je bil nekaj časa tudi funkcionar Narodnega sveta. On je dosegel v bistvu z eno malo prevaro, ne, ker govorijo o tem, kako iznajdljivi so bili takrat koroški Slovenci, da je Ustavno sodišče razpravljalo o topografskih oznakah na splošno zaradi ene konkretne. On je preprosto prehitro vozil, namenoma prehitro vozil skozi eno naselje in zaradi opomina, ki ga je dobil in kazni je dobil, prijavil na Ustavnem sodišču primer, izdal pritožbo in sodišče je leta 2000 razsodilo v eni temeljni sodbi, topografski napisi na dvojezičnem območju morajo zadovoljevati določene kriterije in ti kriteriji so bili bistveno ugodnejši za manjšino od tistih, ki se je uporabljalo prej. Ne. Po Hajderjevem, po mnenju tedanjega deželnega glavarja Jorga Hajderja, naj bi bilo potrebno vsaj 25% strnjeno dolgoletno življenje v enem kraju, da bi ta kraj lahko kandidiral za topografsko oznako. 25% pa je seveda zelo veliko. Ustavno sodišče, avstrijsko, je presodilo, da je ta meja 10%. Ne? Se pravi, to je bila, jaz se spomnim, bila sem na razglasitvi sodbe, to je bil triumf, ne? Da je Ustavno sodišče povedalo, kako interpretirati ta člen. Treba je reči, da krovne organizacije same pa niso organizirale tako, da bi one lahko zahtevale zaščito. Ne? One se ne morejo pojaviti kot stranka, ker ravno to zastopstvo je take vrste, da je v bistvu samo društveno. Ne? Nima pa nima pa vloge, kakršno ima recimo zastopstvo avstrijske manjšine v Italiji, južnih Tirolcev. Ne? Če bi bili tako organizirani Slovenci na Koroškem, kot so Avstrijci v Italiji, ne, bi že zdavnaj bile zadeve zelo nejasne. Tako pa so morali posamezniki preko Ustavnega sodišča prihajati do določenih rešitev. Ustavno sodišče je potem še enkrat nekaj zelo temeljitega razsodilo v zvezi s topografskimi oznakami in uporabami slovenščine. Pozneje pa je pod pritiski ta formulacija se je glasila 10%
strnega naseljevanja v dolgem obdobju. Se pravi, ne samo od zadnjega štetja, ampak v daljšem obdobju. V interpretaciji se je to glasilo od Prve svetovne vojne naprej, nekako, ne. No, potem pa je omejilo v eni sodbi naprej, tudi sama je bila očitno pred hudimi pritiski, in je bila formulacija ožja. Še je veljalo 10%, ampak samo od zadnjega štetja. Zadnje štetje je bilo pa že 2001 in zelo neugodno za Slovence, ne? Ker so spraševali po uporabnem jeziku, o katerem jeziku in tako naprej. No, ampak kakorkoli, ta zaščita je bila zagotovljena samo, če bi bilo lahko vključeno avstrijsko ustavno sodišče. Ker Slovenija svoje vloge ni. Tudi Slovenija bi to lahko zahtevala, ampak ni. Tako da pravzaprav čudi, da Slovenci na Koroškem niso enotnega mnenja o tem. Vedno bolj, že takrat, ko sem jaz to čisto od blizu opazovala, so bile razpoke velike med Narodnim svetom koroških Slovencev in med Zvezo slovenskih organizacij in še tretjo krovno organizacijo, za katero pošteno povem, še zdaj ne vem, koga zastopa. V bistvu je bila po volji avstrijske vlade ustanovljena zato, da ima več igralcev nasproti in da je slovenska manjšina bolj razdeljena. Razlike pa so se potem še povečevale in ravno nedavno sem poslušala spet Rudija Vovka, ko je rekel, da so razpoke zdaj večje, kot so bile v času najhujših ideoloških razkolov v času Jugoslavije. Razpoke glede temeljnih stvari. Vovk pravi, nekoč smo se sicer stali vsak na drugi strani v svetovnonazorskih pogledih. On je krščanski demokrat. Nasprotni strani, ki jo vodi doktor Marjan Šturm, to je socialni demokrat, izhaja iz družine, ki je zelo veliko pretrpela med drugo svetovno vojno in on je bil zaprt med tistimi jurišnimi dogodki na slovenske table, na slovenske krajevne napise leta 1972. Skratka, nesporno manjšinec, kot je treba, ampak zdaj na čisto drugem bregu. On recimo meni in to ponavlja v intervjujih, nazadnje sem to slišala na enem simpoziju, ki ga je priredila v Ljubljani Slovenska matica 2014, da je državna pogodba zastarela, da je 7. člen odraz nekega minulega časa, in zato, da tudi njegova krovna organizacija, se pravi leva politična opcija, podpira ta ustavni zakon tako, kot je rešil zadeve. Kaj je vse zadaj, to tisti, ki samo opazujemo, težko ugotovimo. Ali gre za stare zamere, morda celo neko določeno frustracijo, ne? Da se moraš celo življenje spopadati za te iste stvari in nikoli ni videti pravega napredka. Lahko da gre za to, ampak kot razlog ta stran navaja to svoje zelo, bi rekla, ohlapno stališče, ki ga je pokazala tudi pri spremembi zakona 2011, da bi vztrajanje na 7. členu pomenilo zapiranje manjšine vase, kar bi škodovalo širjenju multikulturnega prostora, kar bi želeli, da bi bila Koroška.
Zdaj, mene bega taka formulacija, zakaj bi bilo lahko priznanje manjšinskih pravic zagotovljeno z multilateralno državno pogodbo škodljivo za multikulturnost koroškega prostora. Vse zadeve so kompatibilne. Saj ta pogodba govori, državna pogodba in seveda manjšinska zakonodaja govori tudi o izobraževanju, o šolstvu. In če govorimo o tem, kako najbolj zagotoviti multikulturni prostor, bi rekli najbolj, če so ljudje dvojezični. Če govorijo manjšinci in večinci na tem ozemlju oba jezika. Tako da meni se zadeve ne zdijo prav logične, ampak dejstvo je, da ta stališča do današnjega dne se razvijajo že dolgo časa, ampak zdaj so čisto nepremostljiva. Mislim, čeprav drugače se ljudje srečujejo, so tudi najbrž vljudni drug do drugega, ampak to stališče obrambe in zadrževanja preostanka tistega, kar je še ostalo od 7. člena, zagovarja samo Narodni svet koroških Slovencev in tu se priključujem zadnjemu delu vprašanja, kaj bi imeli z notifikacijo. Koroški Slovenci. Točno to bi imeli. Slovenija bi sporočila, da kljub vsemu, kar se je zgodilo, želi, da državna pogodba ostaja nespremenjena, da je nihče ne razglasi za zastarelo in da Avstrija upošteva njeno vlogo kot zaščitnico manjšine. In rekla bi, da zdaj, ko je materija iz 7. člena premeščena na ustavno raven, tista najpomembnejša, celo bolj kot prej ima Slovenija to vlogo, kajti razen Slovenije, nihče nima več možnosti in interesa, da bi karkoli ukrenil. In ta politika krščansko-demokratske opcije med koroškimi manjšinci je tudi združljiva z evropskim pogledom. Tem lahko rečem, v okviru Evropskega parlamenta smo veliko delali na tem. Naj omenim, da sem bila pobudnica 2 liberalnih, bi rekla, fact-finding misij na Koroškem. Enkrat smo bili sami predstavniki iz liberalne frakcije Evropskega parlamenta na Koroškem, enkrat pa so se nam pridružili potem tudi 2 poslanca, druga slovenska poslanca, ampak zlasti tisti prvi obisk je bil izredno zanimiv, ker smo hoteli pač ugotoviti, kaj je na stvari, in to sporočiti tistim organom v Evropski uniji, ki se ukvarjajo s tem. Jaz sem sodelovala pri drugih takih primerih in sem rekla, zakaj pa ne bi zdaj pogledali, kaj se dogaja na Koroškem z evropskega vidika. No, in ko smo mi objavili, da pridemo, nas je povabil takratni deželni glavar Jörg Haider, naj se z njim pogovarjamo. Torej, ne morem reči, da je bilo Koroški ali pa Avstriji vseeno, kaj se bo govorilo. On je hotel sam nam povedati, da se motimo. Ampak poskušal je seveda s starimi stvari, takoj se je spravil name, ampak jaz sem tisti prvi napad lahko vzdržala in sem predala zadevo svojemu kolegu, ki je pa pripadnik švedske manjšine na Finskem in je
v trenutku, ko je prišlo do tega, kako naštevanja, kako dobro gre Slovencem, kako neupravičene so njihove zahteve, kako zahtevajo neko nadstandardno varstvo, ki ga nikjer drugjer ni in to naprej, je on popolnoma mirno začel naštevati, ne, kaj ima on kot pripadnik švedske manjšine na Finskem, kakšne pravice ima. Pravi, če bo en sam človek potreboval šolanje, bo pa za enega organizirano, ne. Skratka, in potem je bila, v ekipi je bila še ena Avstrijka, liberalna, zelo dobro nastopala, ne, tako da mi smo napisali poročilo napisali komisiji, obvestili o vseh naših vtisih, ustrezne organe in moram povedati, to zanesljivo vem, da je to edini dokument, ki ga organi Evropske unije imajo. Vem pa zato, ker me je takrat, ko je šlo za ta incident z gospodom Karlom Smolejem, Smole obiskal v Bruslju, v parlamentu, in je povedal, da je pravkar obiskal, ga je sprejel član komisije zadolžen tudi za kulturne in vse mogoče, med drugim tudi manjšinske zadeve, in da je, ko mu je začel razlagati, zakaj gre, odgovoril, ampak jaz vas poslušam in tako naprej, ampak mi nismo bili nikoli obveščeni od Slovenije, da obstaja kakršnakoli težava in nesoglasje. Edina stvar, ki jo imamo, pravi, in potem je dal na mizo papir in to je bilo naše poročilo z tistega našega obiska. Torej Slovenija ni izkoristila možnosti, ki bi jih imela, ko bi lahko zahtevala interpretacijo, bodisi pravne službe Evropske unije, da ne govorimo, da je tu še sodišče v Luksemburgu, ki bi lahko razsojalo. Torej, a bi lahko rekla potem, da Slovenija ni dovolj velik zagovornik interesov manjšine? Formalno se ni nič spremenilo, ne. Se bo reklo, in sliši se, ne, saj dajemo veliko denarja, saj tako naprej pomagamo, ne. In to je res. Ampak vprašanje je, kako kvalitetna je to, kako v prihodnost obrnjena pomoč je to. Seveda je mogoče dobiti zelo veliko privržencev, tudi med avstrijsko manjšino, če se reče, pa če ne bi bilo Sloveniji, ne bi mogel tale časopis izhajati, ne bi mogel oddajati Radio Agora, ne bi mogel, recimo, delovati glasbena šola, ne? Ampak to so konkretne stvari, ki ne spreminjajo dejstva, da se to ugodno ozračje, ki nekaj časa traja, lahko spremeni. Ozračje je nekaj, pač je ozračje, je spremenljivo, ne? Nespremenljivi pa so akti. Ja, a bi lahko na kratko v nekaj stavkih recimo dala primerjavo, recimo za manjšine pravimo, da so most med sosednjima državama, ne? To je neko splošno mnenje, ne? Kakšen most je bila slovenska manjšina v desetletju pred razpadom Jugoslavije in kakšen most je danes? Si že o tem govorila, ampak če bi... ta pojem most se je v resnici pojavil v Jugoslaviji, v Sloveniji zlasti. Zelo ga je forsirala Slovenija z namenom, ker je že takrat vodila, bi rekla, nekoliko drugačno politiko, kot je nastajala v zvezi v Beogradu. In ta most, ta pojem mostu naj bi omogočal večje širjenje manevrskega prostora, tako v obmejnih zadevah, olajševanju obmejnega prebivalstva, da prehaja državno mejo, gospodarske stike, kulturne stike in tako naprej. To se pravi, to je bila zanesljivo ena rešitev, prvič v odnosih
takratne Slovenije do takratne federacije. Seveda pogojena pa tudi z zunanjim okoljem, to pa je bilo okolje blokovskega konflikta in hladne vojne. Jugoslavija je bila kot celota neuvrščena zunanje politično, ampak po svojem družbeno-ekonomskem sistemu je spadala, seveda, ni spadala med demokratične parlamentarne demokracije, ali pa vsaj v določenem pogledu s časoma je, ampak v principu teoretično pa sploh ne. Torej je tudi Zahod nanjo gledal seveda kot da je del vzhoda, čeprav ni bila nikoli članica Varšavskega pakta ali katerekoli druge te vzhodne integracije. Pozneje je lahko v poznejših letih, v času razpada Jugoslavije, je Slovenija lahko v veliki meri računala s temi vezmi, ki so nastajale in so bile zelo raznovrstne, včasih celo samo privatne, ali pa ne posebno publicirane, javnost na splošno ni vedela kaj veliko o tem, šele potem v memoarjih posameznih akterjev smo izvedeli, kaj vse se je dogajalo tudi z investiranjem slovenskega kapitala v tujini, v Avstriji, zlasti pa na Bavarskem. To se pravi, manjšina takrat je bila kar pomemben relej, zanesljivo. Če se zdaj majčkeno še zaustavim to, kar sem rekla prej, je bila tudi precej bolj enotna v mnenju, se pravi, ne glede na svetovno-nazorske poglede, kot je zdaj. Glede tega, kaj je zanjo dobro. V celoti je menila vse, kar širi ta prostor Slovenije, takrat Jugoslavije, je dobro tudi za nas. Zdaj, kar zadeva gospodarske odnose, bi omenila še en vidik. Večkrat sem se pogovarjala na Koroškem z gospodarstveniki in ni bilo malo predlogov, o nekaterih sem pisala, nekatere so bili tako specifični, da sem jih pač dala na ustrezna mesta v upanju, da bodo pogledali in zakaj gre. Namreč avstrijsko manjšinsko gospodarstvo ni bilo tako nemočno, kot bi se zdelo na prvi pogled. Denimo, da se gospodarstveni niso ravno ne vem kako oznanjali za Slovence, in ker iz razumljivih razlogov niso hoteli imeti težav, ampak so pa nekateri šteli v dobro manjšincem ali pa tudi nemško govorečim Avstrijcem, če so se naučili slovensko. To je bila prednost pri njihovem zaposlovanju. In tu so videli eno povezavo, ki se je tudi meni zdela zelo logična. Če bi Slovenija izdelala eno strategijo, po katerem bi sistematično investirala v podjetja manjšincev, bi prvič jih okrepila, materialno okrepila, z drugim bi pa imela verjetno tudi sama koristi, ker gre za, kljub vsemu, vsaj v tistem času, industrijsko razvitejše območje, z zvezami in s trgom, tako da ne bi Slovenija nastopala v dobrih odnosih z Avstrijo, samo kot dober kupec avstrijskega blaga in kot prostor, na katerega najraje avstrijska podjetja investirajo, se je na prvem mestu med državami v Sloveniji, ampak tudi preko manjšine in njenih gospodarskih struktur delovala sama in pobirala določen višek vrednosti po drugih poteh.
Bile so narejene take analize, ampak kot vem, pri nas se na ta način v okviru pomoči manjšinam ni nikoli razpravljalo. Ponavadi je šlo za dodeljevanje subvencij in za take neposredne ukrepe, niti ne za podpiranje manjšinske zakonodaje zaščitne, ampak za dnevne ali pa kratkoročne ali pa v najboljšem primeru srednjeročne ukrepe za obdržanje manjšine. Taka politika je seveda tudi mogoče sprejeti, ampak ni nujno, da lahko to podaljša obstanek skupnosti, kajti nekateri menijo, da je tudi zaradi modernih asimilacijskih dejavnikov, takih normalnega življenja, ko ljudje se izobražujejo, iščejo zaposlitve drugje, odhajajo in s tem prenehajo biti manjšinci ali se vsaj ne identificirajo z manjšini, je Slovencev vedno manj. Govorim pa ves čas o Koroški. O Koroški, ja. Dajva za konec še nekaj reci o glede političnega zastopanja Slovencev na Koroškem in na zveznem nivoju. Niti na Koroškem, kaj šele v zveznem parlamentu, slovenska manjšina nima zastopnika. Zakaj se to ni, in verjetno se tudi ne bo zgodilo, koliko na pasivnost Slovenije pri zahtevi, da se manjšini to omogoči, vpliva nepripravljenost Slovenije, da bi Nemcem v Sloveniji priznala status manjšine. Ali meniš, da bi v odnosu do manjšin morali zastopati načelo recipročnosti in kako moderno, nenazadnje pravično je tako eno načelo avtohtonosti pri določanju njihovega statusa. Vemo, da imata madžarska in italijanska manjšina s po nekaj tisoč pripadniki po načelu pozitivne diskriminacije svoja poslanca v parlamentu, ki sta pogosto jeziček na tehnici državnih zadev, pri zadnji vladi, naši sedanji aktualni, pa je očitno, da jih je kupila, na nek način kupila in da je v enem primeru manjšinski poslanec politično močno navezan na predsednika vlade sosednje države. Po drugi strani pa nekaj 10.000 ljudi iz bivše Jugoslavije nima političnega zastopstva. Kako vse to komentiraš? To pa je kar nekaj vprašanj. Je nekaj bom vprašanj. Skušala, Na kratko mogoče zgoščeno. Na kratko bom, Ja. kolikor se da, ker smo že nekaj povedali. Ja. Torej, najprej glede zastopstva. To zastopstvo je Slovenija že prej, Jugoslavija si ga želela in ga je želela tudi Slovenija, ampak to je bila pobožna želja, ker na Koroškem, če na Koroškem ni bilo mogoče o minimalnih stvareh, ki so zapisane v 7. členu, doseči nekega soglasja, do tega položaja, ki pomeni pa nadstandardno zaščito, nedvomno, stalnega predstavnika, ki ga izvoli manjšina, ni bilo mogoče misliti, da bi lahko do njega prišli. Torej, vsekakor v 7. členu o tem ni govora. Če zdaj, ker je v vprašanju potegnjena paralela z italijansko in madžarsko, se mi takoj odgovorim na tole. Torej, tak položaj dveh avtohtonih skupin v tistem istem 5. ustavnem členu ustave, kjer Sloveniji zapoveduje varstvo manjšine na Koroškem. Do tega je prišlo zato, ker sta imeli manjšini tako varstvo že v Jugoslaviji, in sicer po ustavi iz leta 1974. Ob osamosvajanju pa je iz določenih političnih ali pa tudi drugih razlogov bila dana obljuba vodstvom obeh manjšin, da v primeru, da se bodo odločili za podporo osamosvojitve, njihove pravice ne bodo zmanjšane. To se je v resnici zgodilo, zato je status dveh avtonomnih manjšin
pravzaprav podedovan neposredno od Jugoslavije. Da takrat ni vladalo v Sloveniji zelo širokogrudno stališče do govorcev drugih jezikov, je razvidno iz položaja izbrisanih, navsezadnje. Takrat bi sicer Evropa Sloveniji izredno dobro štela, recimo Svet Evrope bi jo dal tako rekoč za vzor, če bi priznala govorce drugih jezikov jugoslovanskih narodov za manjšino in zagotovila določene pravice, ampak tega seveda to notranje politično očitno ni bilo izvedljivo. In tudi nikoli ni kot kakršenkoli predlog prišlo na dnevni red. Vprašanje recipročnosti bom pa odgovorila, ali je Avstrija je pogojevala, osebno sem se s tem prepirala z Koroškim, ne bom rekla, sva se pogovarjala, ker sva se samo prepirala, čim sem jaz omenila eno stvar, rekel, kaj pa nemška manjšina v Sloveniji, in bom odgovorila tako, kot sem njemu. Položaja preostanka nekdanje avtohtone skupnosti Nemcev zaradi vseh mogočih zgodovinskih dogodkov je ta z nekdanjega števila 20.000, z odselitvijo približno polovice leta 1941 s Kočevskega in pač vsemi maščevalnimi ukrepi proti nemški manjšini. Ostalo, imam eno številko, imam v spominu, mislim, da je 181 ljudi, ki se deklarirajo kot Avstrijci, z materinim jezikom in pripadnostjo, in 400, in ne spomnim se natančno številke, Nemcev. Da to ni primerljivo v nobenem pogledu z položajem slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, bi bilo pa mogoče recipročnost nekje drugje vzpostaviti, namreč Slovenci na Štajerskem. Tudi na Štajerskem so doživljali Slovenci podobno usodo kot nemško govoreči v Jugoslaviji in Sloveniji. Iz vseh mogočih asimilacijskih ukrepov, namernih in nenamernih, sta obe manjšini se znižali na nekaj 10. Res na zelo, res zmanjšali. In recipročnost bi bilo mogoče vzpostaviti v takem smislu. Mi smo pripravljeni nemški ostankom avtohtone nemške manjšine priznati status manjšine in ustrezno ravnati, če je Republika Avstrija pripravljena tak status priznati Slovencem na avstrijskem Štajerskem. In ponavadi na ta argument potem ni nobenega odgovora. Odvetnik Rudi Volk meni, da je Avstrija recipročnost postavljala zlasti kot oviro, z namero postavljala kot oviro ko je Slovenija želela se vključiti v Evropsko unijo, poleg vsega drugega, s čimer nas je takrat ovirala, in tako dopolnjujem prvo, ni se izkazala za posebno širokogrudno sosedo, ko je Slovenija potrebovala pomoč pri vključevanju v Evropsko unijo. In v takem primeru pa bi bila mogoča pogajanja. Poleg tega je treba povedati, da je Slovenija, je bilo to smiselno, jaz sem to zelo podprla, sklenila en določen kulturni sporazum, ki pomeni nekakšno priznanje te manjšine v smislu tega sodobnega pogleda na vključevanje
v izobraževalne, v znanstvene in vse kulturne programe. Zdaj vedno se potem stvari odvijajo malo drugače, kot so bile zamišljene, zanesljivo ni dovolj denarja, da bi pokrili vse želje. Poznam tudi očitke, ki gredo od nekaterih uglednih predstavnikov nemško govorečih državljanov Slovenije, in menim, da je prav, če se jih rešuje. Ampak ko smo kot država soočeni z očitkom ali pa z zahtevo po recipročnosti, bi jo bilo treba obravnavati tako, kakor zasluži. Ne pa, da se pustimo v bistvu zasanjati nekako. Če vas ne napadamo, ne, če je popustilo tisto sovražno ozračje nemško govorečega prebivalstva do Slovencev, da si niso upali niti v svojih dialektih, podjunskem dialektu v javnosti spregovoriti, ker so jih lahko prebutali, a ne. Če se je to spremenilo, če se več ljudi uči slovenščino in tako naprej, je vse v redu, ne? Ampak vemo, da če se bo nekdo na tečaju učil slovenščine, to ne pomeni aktivno znanje, to ni isto, kot če bi obstajalo dvojezično osnovno šolanje, ko bi se otroci navadili oba jezika aktivno in kvalitetno govoriti. Glede avtohtonih manjšin v Sloveniji, še to mislim, da je bilo to tudi vprašanje, kako bi lahko ocenili določeno nelojalnost, ki jo eventualno, to je bilo vprašanje v bistvu, ne, ki se lahko zgodi, ne, v manjšini, da se pridruži. Temu se ni mogoče izogniti, ne. In zadeva je bila nekajkrat na našem ustavnem sodišču, ima svojo judikaturo za svoj kar nekajkrat, in sodišče je vedno presodilo v korist manjšine, njenih manjšinskih pravic, ne glede na to, kako se politično obnašajo. Mislim, da je bilo enkrat pred ustavnim sodiščem tudi vprašanje, ali ni to neustavno, da imajo v bistvu pripadniki manjšine dvojno volilno pravico. Najprej volijo svojega predstavnika, ki je avtomatično v parlamentu, potem pa še kot državljani volijo druge predstavnike. To se pravi, da oni lahko izvolijo vsaj enega več, ker pa je stalen, je pa tudi lahko jeziček na tehtnici, ne. To so vse argumenti, ampak naše ustavno sodišče je odgovorilo. Mislim, da je bil doktor Lojze Ude tisti, ki je potrdil, ta dvojna volilna pravica je ustavna, izhaja iz našega ustavnega pojmovanja teh manjšin, ne. Ampak samo teh dveh manjšin, ne pa tudi govorcev jezikov drugih jugoslovanskih narodov, ki so slovenski državljani, in tudi recimo nemške oziroma avstrijske manjšine, ne. V redu, bova tukaj zaključila. Tema je zelo obširna. Hvala za ta pogovor.